Ljudje in ljudine, poslušate 89. epizodo oziroma 32. special iz karantene podcasta Obot, podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo in poslušamo serije, filme, risanke in knjige vseh žanrov, od F do Z. Obot, odfrčali brez odriva in direndaja, smo tako kot vedno, Mito Gegić, Zerbus. Igor Harb. Jo. In moja malenkost Aljoša Harlamov, tokrat znova brez gosta, a nič manj gostobesedno. 89. epizoda je torej 32. special iz karantene, namenjene našemu duševnemu zdravju, z njim pa želimo lajšati karanteno tudi vsem vam, ki ste te dni doma. Upamo, da to obdobje preživljate brez prevelikih pritiskov finančnih in drugih, med svojci zdravi, ljubljeni in na varnem, in vsekakor tole snemamo za vse tiste, ki si izolacije še vedno ne morete privoščiti oziroma vam je kapitalizem ne privošči, pa tudi za vse pogumne in preobremenjene, premalo cenjene ljudi tam zunaj, ki se dnevno izpostavljate, da bi pomagali najšibkejšim, bolnim, pa seveda, da bi omogočili izolacijo vsem nam, ki imamo ta privilegij. Hvala vam, tega ne bomo in ne smemo pozabiti. V današnji epizodi bomo govorili, presenečenje, o filmu Rocketeer iz leta 1991, ki bo 21. junija praznoval 30 let od premiere. Smo vas ujeli nepripravljene? Se veste, tudi mi smo malo nepripravljeni, ampak to je podcast Obot. Če filma še niste gledali, pa ga zdaj nameravate, če za film še niste slišali, pa ga boste zdaj pogledali, potem za vas velja standardno opozorilo, epizoda bo vsebovala kvarnike. Če bi film prej pogledali brez kvarnikov, storite to in se k poslušanju naše epizode vrnite pozneje, mi vas bomo potrpežljivo počakali. Če pa ste film že pogledali ali pa ga niti ne nameravate gledati, a bi se kakšno uro kratkočasili, pa se nam le pridružite. Maestro, zaigraj eno eksplozivno. Živijo, torej mi smo nazaj, kot sem rekel, še enkrat brez heca delamo Rocketeerja iz leta 91. Mogoče bo Mito tokrat imel malo prednost, da pojasni, zakaj smo gledali Rocketeerja, zakaj danes delamo Rocketeerja. Mito? Imel sem en refresher na YouTube, mislim, da je Nerdist objavil en video. In je bil kar močen prustovski moment, ker mi je bil kar ljub film, ko sem bil še mulc. Takrat sem bil koliko, reč mene 10, no, star, ko sem ga, ne vem, mislim, da sem ga v kinu mogoče celo gledal, ne spomnim se dobro. Ampak ja, to je taka zelo klasična family adventure, comic book filmačina, no. Tako da mi je zato padlo spomin, pa mi non-stop iščemo in oprezamo za obletnicam, ne? Tako da ja, to sem ga prešpalan ga noter. Pa, kateri dan je jutri, ko bo to objavljeno? Pa. Ja, dan bo upora proti okupatorju. Ja, dan upora proti okupatorju. To je film o tipu, ki se upre proti potencialnemu okupatorju. Timothy Dalton. Ja. Tistem, ja. Ja, res je. Skratka, Mito je pojedel magdalenice in iz njih je in vonjale se mu po raketnem gorivu. Alkohol je tukaj omenjen, če smem reči. Točno je, imaš prav. Mislim, da je zdaj marsikaj bolj jasno. Ja, tako je, hkrati pa seveda nameravali smo delati Mortal Kombat, mislim, da sem to rekel na prejšnjem snemanju, ampak ker nekako upamo, da se kinodvorane odprejo in da bo Mortal Kombat verjetno prvi film, ki bo finiširal v kinodvorane, bomo pač ga prihranili mogoče za naslednjič. Mi se odprtih kinodvoran namreč že zelo veselimo oziroma jih že zelo nestrpno pričakujemo. Rocketeer je film studija Disney, režiral ga je Joe Johnston, ki ga poznate tisti, ki ste gledali filme že v 90-ih, ko to še ni bilo tako cool.
ker ni bilo podcasta obot. Skratka, Honey, I Shrunk the Kids, kako je to draga, pomanjšal sem otroke, če se ne motim, iz 89. Potem originalni izvirni Jumanji je njegov iz leta 95. Tretji del Jurassic Parka je njegov iz 2001 in pa recimo z 2011, kar bo mogoče zanimivo tudi za danes, njegov je Captain America, The First Avenger iz 2011. Torej. Mito, ti si še nekaj poizvedel, o njem si mi prej govoril. Ja, draga, pomanjšal sem Pamže, je tip Orang delal v 70. in 80. kot special effects designer pa konceptualni umetnik, če se ne motim. In to na velikih franšizah kot Star Wars in Indiana Jonesu. Kar se tudi temu filmu mislim, da po mojem mnenju predvsej pozna, da je en ta vibe, ta vizualni jezik, ki je noter preveden eno od teh ta zadnjih 80-ih family adventure blockbusterjev, ki je prevedel ta feeling 80-ih noter. To. Ja, no, pa predvsem za Vojno zvezd je dobil tudi Oscarja. To je tudi vredno omeniti, ker je mislim, da je edini Marvelov režiser, ki ima Oscarja zdaj. Do včeraj, ja. Do zdaj. Ja. Tako. Ko ga je dobila tudi Chloe Zhao. In zdaj se še bolj veselimo Eternalsov. Jaz se že vnaprej opravičujem, če bom danes mogoče malo zmeden. Igor se je malo več naspal kot jaz, tole snemamo namreč v ponedeljek in noč smo preživela midva z Igorjem z Oscarji, Mito pa z Hopkinsom v sanjah, domnevam. Ja, midva smo se družila. Samo, da se nista pozabila vmes. Ne. Rocketeer je sicer lik iz stripov Davea Stevensa, čigar to je najbolj znan strip, in če pogledamo še malo po Nucniku, po tistih stvareh, ki jih morate vedeti v tem filmu, v glavnih vlogah so Bill Campbell, najbrž ga mnoge poznate kot Luka Fullerja iz Dinastije. To je ena serija, ki je trajala med 81 in 89. Kdor tega ne pozna, naj to čekira, to je bilo res divje. Ena taka telenovelca, drugače ga v Bram Stokerjevi Drakuli, s čimer se lahko navežemo na prejšnjo epizodo, kjer jo je omenjal Igor. Tako da vse se vrača, vse se plača. In pa v seriji The Killing, ki je igral, se pravi v ameriški priredbi For Bridal-Scena. Jaz tega nikoli nisem v resnici gledal, moram priznati, ker mi je bil izvirnik preveč dober. V glavni vlogi ob njem njegova zaročenka, ali karkoli Love interest, I guess. Tako, love interest, ja, oziroma usodna punca je Jennifer Connelly. Tukaj še zelo mlada, če se ne motim, je ona 70-letnik, se pravi, je tukaj bila 21 stara, sicer je pa ona začela nekako 14 leti v Once Upon a Time in America, potem Labirint, eden meni ljubih filmov, čeprav je grozen, zdaj, ko ga gledaš še enkrat, z leta 86. Jaz sem si je najbolj zapomnil po Requiem for a Dream iz 2000, seveda pa je prejela Oscarja za stransko vlogo za Čudoviti iz 2001 in za čuda nobenega Oscarja za Hulka iz 2003. Trenutno jo pa lahko gledamo v Snowpiercerju, kjer jaz mislim, da spet blesti. Čeprav z druge sezone še nisem gledal. Pozabil si omeniti Blood Diamond, kjer igra ob boku Leonarda DiCaprio in se lahko samo čudiš, zakaj sta ta dva tukaj in se trudita s temi groznimi naglasi. Pa preskočil si Dark City, ki je pa meni en ta boljših sci-fi. Dark City je super. The best. Ja, včasih ne povem vsega, kar je napisano v scenariju, tudi to se kdaj. Cenzura! Če gremo dalje, imamo Alana Arkina, ki ga itak poznamo. Oscar je dobil za stransko vlogo za Little Miss Sunshine, ampak drugač Glengarry Glen Ross, pa The Russians Are Coming, pa Cavell 22,
Potem največji bad guy filma ga je upodobil Timothy Dalton, ki je seveda 4. James Bond in igral, jaz vedno to me preseneti, ne vem zakaj, vedno to pozabim, da je igral samo v 2 Bondih, jaz imam vedno v glavi najmanj enih 5 ali 6. Ne, 2. Potem je igral v Flash Gordonu iz 80. V njem smo govorili v 70. epizodi, če niste poslušali, čekirajte, to je lanski božični specialc. Na televiziji pa je bil Rhett Butler v Scarlet iz 94, Razilon je v Doctor Whoju, Sir Malcolm Murray v Penny Dreadful in Chief v Doom Patrolu. Pa vilen je v Hot Fuzz. Hot Fuzz, vse smo da bo rukno. Se upravičujem, Igor, ker sem preskočil. Ker je bil lik napisan za nekdo podoben Timothyju Daltonu, samo si ga ne moremo privoščiti. Pol pa so le vprašali Timothyja Daltona in ugotovili, da si ga lahko privoščiti. Yeah, I'm that cheap bitch. Ja. Pa se to je lepo od njega, to pa je lepo od njega. Ta je fajn. Potem je ga še Paul Sorvino, ki ga poznamo seveda najbolj kot Paulija iz Goodfellas v 90-ih. Potem je igral v newyorški policiji, pa igral je v Law and Order, pa v Nixonu, pa v Romeo in Juliji. In za konec, meni ena ljubših vlog je mali Ron Taylor, seveda igralec, ki je zelo visok, no, in zaradi tega ga tudi poznamo. Najbolj se ga jaz, ne morem reči, da sem si ga zapomnil tam, ker ga nikoli ne vidimo v obraz, ampak v franšizi The Naked Gun oziroma še prej v Police Squad je Al, tisti visok človek, ki mu nikoli ne vidimo obraza, ker pač je ven iz kadra, ker je pač prevelik za kamero, ampak jaz sem vedno mislil, da je to pač joke, da je pač nekdo, ki je narejen, kako da je velik, ampak zdaj vidim, da je pač to res on. Drugače je pa igral tudi My Harduja v Star Trek Deep Space Nine, pa še neko manjšo vlogo v Voyagerju je imel, pa v Ace Venturi detektivov za domače živali je tudi igral, ker pač detektiv za domače živali. To so bile, mislim, da najbolj nujne stvari, ki jih moramo vedeti v ozadju tega filma. Čekirajte vse te ljudi, vse te strašne filme, ki smo jih meste šteli. In zdaj se lahko posvetimo Rocketeerju. Jaz sem tole prevedel kot raketaš. Tako je. Kaj, Igor, boš probal eno obnovo? Ja, mislim, da bo Igor. Tokrat mislim, da nima težkega dela. Ne. Howard Hughes naredi prototip jetpacka, ki ga potem ukradejo mafici. FBI jih sledi, strelja za njimi, povsod naokrog uničujejo zasebno lastnino, res se obnašajo tako, kot smo videli v Judas and the Black Messiah. Na kar tale gangster, ki je ukradel, edini preživeli, skrije tale jetpack v enem letalu in potem pilot tega letala, naš glavni junak, najde ta jetpack, ugotovi, da se da leteti z njim, ker avion je razturo, ker so ga gangsterji ustrelili in potem ga uporabi najprej za junaška dejanja, potem pa, ko se izkaže, da tale jetpack hočejo tako Howard Hughes kot FBI, ameriška vojska in tudi nacisti. Se zaplete v celo tole dramo, še zaplete not svoje dekle, ker gre razlagati vojaške skrivnosti kar tak na setu filmskem. In na koncu pač reši Ameriko pred naciji in Timothyjem Daltonom, ki je nacist. In to je pol to. Vsi so potem srečni. Short and sweet, I like it. Ja. Kako bi žanrsko to opredelil? Kao family, adventure? Čist regularen comic book movie. Ne? Takrat so comic book movies bili dost bolj family friendly, če tako pogledaš. Recimo Batman je bil
bolj dark kot to. Ampak Superman pa je bil tu nekje, pa dobro, Superman je bil 10 let predtem, ampak vseeno je bil zelo na easy. Tako da mislim, da tu nekako so dejansko probali narediti pač tale comic book movie v duhu Supermana. Mislim, da so se zelo dost zgledovali potem, pa tudi malo te dizajni spominjajo na te čase, v katere je zgodba postavljena, ne? Tole, ta futuristični izgled 30-ih in to, ne? Tako da se mi zdi, da zelo lep paket vse skupaj, je pa dost lahkoten film in gledljiv in vredu odigran, vredu akcija. Nekateri posebni učinki, predvsem letenje, se danes zdijo malenkost pač zastareli, ampak v tej eni naivnosti zgodbe, kako premagati nacije, se mi zdi, da tele posebni učinki čist lepo odpašajo. Ja, meni se zdi, da so se ok postarali. Je pa res, film je bil nominiran za, mislim, da Hugo in Saturnovo nagrado v istem letu kot Terminator 2, tako da veš, kjero leto je. Ti dva je takrat potem tudi vse pobrala. Ne? Tako da to je bilo njihova meja med analognimi filmskimi vizualnimi učinki pa že začetkom digitalnih. Ja, dobro, film bom rekel, da ja, seveda posebni učinki se pač postarajo, tako kot se posebni učinki, se tudi marsikaj z začetka CGI-ja danes gledamo, kada je ne vem kaj, ne, recimo, ali pa tudi kakšen Hobbit zgleda slabši, pa Gospodar prstanov, recimo, ne. Predvsem ruskega. Ja. Tako da pač tukaj ni. Je pa, moram reči, da kar jaz sem zdaj ga pogledal, pa ne vem koliko, jaz se tudi spomnim, da sem to gledal kot mulc, pač najbolj se ga spomnim noter, pač Cepelina se itak spomnim najbolj, pa unok je v tej dvorani, pač v tej super restauraciji, zabaviščnem klubu, ko tam laufa, pa se ona školka zapre na une glasbenike, tako tega se tako živo spomnim. Ampak moram reči, da recimo je film, kar se ostalih stvari zelo prenesel pač tek časa. No. Neka kompaktnost je, pač storija je čist simpel, fant najde supermoč, fant se uči narediti, uporabljati supermoč, fant osvoji supermoč in še mimogrede punco, ki jo seveda osvaja ravno bad guy, ki je, pazi tole, pač ki ni samo špion, saboter in fašist, ampak vse troje. Direkt citat, ja. Drugače pa tista scena v restauraciji je bila meni tudi zelo všeč, ne? Ampak če bi namesto takrat še niso bili tako woke, ampak če bi namesto junaka namesto roketirja bila roketirka, ne? Bi jo tam v restauraciji ujeli, zato ker ne bi mogla prebiti the glass ceiling. Ja, Igor. Badumc. Ja. Ja, mene ta res očetovska. Zelo, ja. Ta scena mene zelo spominja na začetno sceno Indiana Jonesa in Temple of Doom, no. Čist iz tega vzeta. Tudi ves feeling pa vibe mi je, muska je zelo podobna. Mislim, tako zelo se spogleduje s tem. Ja. In ja, full fun, film je full fun. Jaz, če sem kaj od tega povlekel, je pač te hude enostavčence pa citate, pa sicer malo nacajate neke lesene dialoge pa igre, ampak to vse požereš, ker je pač ta easy going, rahlo campy zabava. Kar je bilo meni pa ful zanimivo prav pri tej sceni v restauraciji, pa še enih par. Ne vem, če ste vidva gledala film od bratov Coen, Ave Cezar. Je enih par prav podobnih scen in mislim, da zato, da Coena nista nujno citirala ali omaž delala
Rocketeerju, ampak da so obojni dosti realistično prikazali Hollywood tistega obdobja. Recimo tam, ko greta Timothy Dalton pa Connolly, ko sta v restauraciji na večerji in potem pride fotograf in jo slika, prav identična scena je v tam, ko tisti cowboy z ono hulo plesalko ali kaj je. In še enih par takih točk se najde, ne? Pa tudi sama ideja, da je igralec vohun, tam je za komuniste, tukaj je za naciste, ne? In potem pobegne na eni ridiculous pač plovilu oziroma pač transportnem sredstvu in to vse. Ne? Prav hecno mi je, ker pač res da je tisto komedija, ampak Coena sta pač dosti bolj veljata za resna filmarja. No? Ne, jaz se moram tle pridružiti, da je pač zanimivo mi je gledati z današnjega vidika, ne, kjer so pač superjunaki postali malo bolj resni, pač DC-ujevski celo malo manično depresivni, ampak tukaj pa imamo še vedno ta pač feeling, da je to pač neki napol, imaš ta občutek, da to je nekaj neresnega še vedno, ne, da pač superjunaki niso nek resen film, da to ne bo neke drame, ne, da je vsaka stvar je pač tako barely an inconvenience, ne, ampak po drugi strani pa pri teh filmih jaz točno to, kar je Mito pač že omenil, kar smo do zdaj večkrat omenjali, občudujem ta pustolovski duh, no, to bom rekel, ne. Pač, ok, so ene scene, ki zelo spominjajo na Indiana Jonesa, recimo tudi ta pretep na vrhu Cepelina, pač za tem gromozanskim pač henchmanom, ne, in te scene, spominja to, ampak po drugi strani spominja bolj v duhu, pa ne samo na Indiana Jonesa, spominja pač na vse te klasične pustolovke, ki smo jih gledali, ne. Celo mislim, da je pač ta prizor, ki gledamo Timothya Daltona, kako tam igra nekega, ne vem, mušketirja. Tako je Harold Flynn lik, ne bo tak. Da je to nek... Night. The Laughing Bandit, Laughing Bandit. Mislim, smejoči se bandit. Se mi zdi, da ampak je nek mizen bim točno tega, ne? Pač kaj ta film je, skratka je neka lahkotna pač pustolovka, kjer good guy ima samo eno masko, pa čeprav pač ne skrije ne frizure, ne ničesar drugega, pa so vsi presenečeni, ker je to on, tako ker pač Rocketeer ima vedno ta jopič oblečen, ker očitno ima samo enega, ampak brez une čelade, bog ne daj, da bi kdo ugotovil, da je to on, in pa vsake to kocajta pač res... pač poudarek pač na teh, da so eni dialogi, ki so res tako stripovski, no, in se mi zdi, da tudi to je feeling tega stripa, to je duh stripa, ne, takrat je bil strip pač pulpy, bil je šundovski, bil je pač pustolovski, humoren, razgiban, akcijski, nimel te neke še, ali pa mogoče vsaj prevladujoč, bomo rekli, ne, nimel te tesnobe, teže, ampak je skušal zabavati občinstvo. In se mi tukaj zdi, da pri tem filmu mu je pač to zelo, zelo ratal. Ta nek res pionirski duh stripovskih filmov. No? Res je. Meni je zelo zanimivo glih v tem kontrastirati z Dark Knight. Ne? V obeh filmih imaš to, da ljudje, ki veljajo za zlobneže, tukaj so mafici, tam so zaporniki, najhujši, ne? Na eni točki prestopijo solidarnostno na stran dobrih, ne? Ampak tam je tak cela drama iz tega in napetost in si šokiran. Tukaj pa jaz se ti je jasno takoj, da bojo mafici se obrnili proti nacijam. Vse so Američani najprej in mafici na drugem mestu. Ne? In se mi zdi, da to prav tako prikaže in tudi pač nacijo pač malo jih postrelaš, malo jih zboksaš in grejo proč. Danes ne rešimo tako hitro jih več. Ne? Ja, čisto to neko zelo easy črno-belo slikco, no. Iz stripa prekopirano. No. Mislim, da tukaj se niti ne pretvarja, mislim, da celo uživajo v zelo taki popreproščeni dramatizaciji likov in
svoje zgodbe. No. Mene je predvsem navdušil, tudi, pa, če ga smem še jaz kontrastirati, je pa z filmi o aviaciji, ki so bili v 80-ih ful prisotni. Ne? Torej, Right Stuff, Always od Spielberga, meni ljub, Top Gun, Iron Eagle, Airplane, dobro, Airplane je komedija, ampak veš, ta nek duh, pa začudenje človeka, ki zmore leteti. Ne? Veš, se mi zdi, da v tem filmu nekako preveden kot aspiracija tega mladega glavnega junaka, ki postavlja vse bolj ali manj ob stran za to, da bi on letel. Ne? Tudi svoje razmerje, svoje prijateljstvo s tem, svojim njegovim mehanikom. No? Vse je malo na stran porinjeno, zato ker je on pač tako mahne na to, da bi tele dvokrilce po zraku metal. Ne? To se mi zdi, da je v bistvu ena taka, nekaj, kar nisem več videl potem v 90-ih, pa tudi kasneje. Ne? Ta res, kot si ti rekel, pionirski, zanesenjaški duh. Ne? Edino še v Independence Day. On hoče biti pa astronaut, ne? Ampak ima ta isti pristop. Ja, res je. Smithov lik. Ja, res je, ja. Samo da so nacije tam alieni. Ja, pa s tem nekim, veš, tu je lik, sicer mu ne vidimo staršev, ne? Ta njegov mehanik je nek njegov starejši prijatelj, očetovski lik, ni pa njegov foter. Ne? In Cimer. Ja, in Cimer, živite skupaj. Očitno živite skupaj. Ne veš pač, kje ima starše, kaj se dogaja, ne noter, ampak ni zdaj, da bo neka travma, da bo on, ne vem, ko bo letel, se spomnil, da so starši umrli med gledanjem filma od Timothyja Daltona. Ne? To ni nekaj takega. Ne? Čeprav pa meni se zdi, ene stvari so vseeno tako kar interpretativno zelo bogate. Ful mi je dober, kako Connelly tudi ko ugotovi, da jo je Dalton skratka ugrabil, da jo je omamo in tako naprej, še vedno ne more pač mimo njegovega zvezdniškega šarma in tega, da je on še kar tam neki boža in osvaja. Najboljši pa mi je res ta prizor, ko je on začne govoriti pač romantične, velike romantične besede in jih seveda ona kot fanica filma takoj prepozna, da gre za citate iz njegovih filmov. In je tako pač in tam ona mal zgubi pač to neko iluzijo, Timothy Dalton je zvezda, ne vem kaj, seveda pa najbolj zgubi to, ko najde zelo priročno nastavljeno njegovo nacistično knjižico in pa še, da še to ni dovolj, seveda še se nacisti javijo po radiju, tako da vsi indici so takoj tukaj, čeprav zemljevid mi je skoraj zgledal, nisem dober pogledal, ne vem, je bila res Amerika, gore sem naprej mislil, da je Jugoslavija iz nekega razloga, ampak mislim, da ni bila. No, če že primerjamo, kako pa se vam zdi tale Johnstonov film v primerjavi s Stotnikom Ameriko, prvim maščevalcem? Ja, meni se zdi v bistvu, da je ta, rečemo, dramatizacija glavnega lika čisto na glavo postavljena pri Stotniku Amerika, bolj poglobljena, pa vse tu je ni, tako te je Loša rekel, ne? Tu si že vrže sred dogajanja noter. Pa, kaj bi še rekel? To je mogoče predvsem, ja, ta glavna razlika, no, vse koliko jaz vidim. No, pa negativec je tukaj ful bolj čeden. Ja, definitivno. Samo, mislim, je dodano kompleksnost likov in tudi antagonistov oziroma nacizma, ne? Ampak v obeh primerih gre za film o človeku, pač all-American junaku, še isto frizuro imata, ki se bo šel boriti proti nacistom. Ne? In se mi zdi precej dobro usporedni. Zdaj se prebral sem nekje, da je prav to bil glavni, tale Rocketeer bil eden od glavnih adutov, da je Johnston dobil zarežirati Stotnika. In da so prav ciljali na to, da bi nekako v tem duhu bilo narejeno. Ne? Ker je pa tudi to, da je lik Stotnika Amerike v prvem filmu zelo nedolžen, iskren in nima neki zmožnosti manipulirati sploh. On je junak in hoče popraviti stvari in rešiti. Ne? Ja, I guess. Mislim, tako se mi zdi, da oba dva imata podobno aspiracijo postati nekaj več. Ne? En bi rad bil pilot, drugi pač vojak, da bi služil domovini. Medtem ko pač se mi zdi, da pač tale Rocketeer naš, on bi pa rad, mogoče malo zaslužil, on bi rad samo prišel v neke finale, The Nationals, non-stop govorijo. Ne? On bi rad sam letel, da to je njegov ves smotr, se mi zdi. Ne? Tako da pri Captain America se mi zdi, da vseeno tale bucket drama
ki je noter vnešena, je mogoče malo bolj poglobljena. No, medtem ko pa Love Interest se mi pa zdi zelo zanimivo podoben. No? Obe dve temnolasi. Ne vem, tu se mi zdi, mogoče pa to je edina podobnost, ko sem jaz padel. Ja, mater sem površinski danes. Mislim, da imata celo tudi oni dve isto frizuro. No? Tudi to je pač zgleda, da nekaj tam, kar je v 40-ih, 30-ih, 40-ih, pač so vse dekleta imela take frizure, vsi postavni junaki pa take, ne vem, tako nekako. Ja. Ja, kostumografska meni je tudi všeč. No. Mi je všeč ta njegov jacket, moram priznati, ki ga ima Rocketeer. No. Ja. Edini, ki si ga lahko prvoščil. Kaj pa če vzporednica z plaščom, da Kakijeviče, veš? Mislim, da mi to ti malo preveč vidiš v tem filmu. Mogoče se jaz nisem dovolj naspal, pizda. Ja. Drugače meni je zanimivo tudi to, da je tale njegova čelada, ki mu je pač izdelate njegov cimer, je zelo podobna Cybermanom, ki je v Doctor Whoju, ampak s tem novim Cybermanom, v resnici ne starim. Stari so imeli neke kante na glavi, bolj ali manj z antenami, kot nekaj radio, ampak ta novi Cybermani pa imajo zelo, zelo podobne čelade in pač tudi oni letijo in tako. Tako da ne vem, če niso tle tudi mal kopirali. Je pa film zanimivo, zanimivo, flopno je, ne? To je film, ki je zaslužil čist, mislim, enih 10 milijonov več od tega, koliko je koštal, no? Ja, ne vem sicer zakaj, ker kritike je imel kar ok, no, za takrat, ko je ven prišel, no. Tako da mi ni najbolj jasno. Mogoče res, ko je par tistih drugih filmov takrat toliko haralo okrog, da ni mogel nekako skozi v spredje prideti. Bral sem tudi, da se je Disney predvsej trudil, da bi to postala neka franšiza, so imeli v mislih neka nadaljevanja. No? Mislim, da je bila tudi zgodba takšna, ko so oni videli uspeh Batmana, da so pograbili pač nek IP, ki so ga imeli priročnega, da bi s tem nadaljevali. Pa tudi, ko so videli Dailies, kako bi to prevedel, Igor, Dailies? Te sprotne scene, ki so posnete. Ja, pač tista sprotna fotografija, vsakodnevna, ki je prišla iz snemanja, so jim tudi zvišali budžet iz 25 milijonov na 35, ne? Tako da Disney je imel je polagal neke upe na to, no. Tako da ne vem. Ja, sej tudi pač njegov duh, ki ga mu pravimo, da je duh 80-ih, ne, je tudi zaradi tega, ker seveda produkcija je, kar nekaj časa so se spravljali k snemanju, sem prebral tega filma, ker so bili neki določeni spori glede vsega skupaj, potem pa ko je bil flop, v bistvu to je film, ki ti na koncu pač ponudi nadaljevanje, mogoče bolj subtilno kot kakšni Marvelovi filmi, ne, ampak definitivno pač on dobi načrte nazaj, ta njegov cimer, zdaj takoj že vidi, kje bo neki popravil, mogoče brez uporabe čigumija celo. In tukaj imamo pač da so bile neke ideje o nadaljevanju, ampak očitno pač res film je pol tok ni bil uspešen, je pa neka serija bila še, ampak tudi mislim, da kratkega diha. Animirana. Ja, kjer je pač isti igralec, pač Campbell posodil glas, no. Ja, mislim, zdaj spet ne gre pozabiti, da je to prišlo isto poletje ven kot Terminator, mislim, da malo pred tem, ne? Ampak vem, da ko sem videl prvi napovednik za Terminator 2, je to postala ideja, kako bi naj sci-fi izgledal, in je tole tako izgledalo kot malo throwback zadeva in možno tudi, da je to prineslo. Ja, maybe, ja. Se takrat tudi to, če ga zapostavimo v obbok, rečemo Dick Tracy, čeprav Dick Tracy je zelo drugačna žival, no? Ampak veš, mislim, da so se predvsem na začetku 90-ih ti superhero movie malo borili za neko, kako rečem, mogoče resnost, ki so jo kasneje pridobila, ampak ta film ni imel tega namena, ampak publika je mogoče že pričakovala nekaj drugega. Ne? Ker Batman je vseeno bil hit, pa kaj je bilo še takrat okrog, kva je že oni, Darkman ali tisto z Liam Neesonom, ki je bil tudi flopiš, ne?
Tako da, ja, mislim, da mogoče zaradi tega, ker pač ne vem, I guess, da folk pričakoval mogoče malo bolj resno obravnavo kakšnih njim ljubih likov, ker vseeno je pa to lik iz 50-ih, če se ne motim. Mislim, strip je bil takrat 50-ih, ne? Ne, strip je bil kasneje. Tip je bil rojen v 50-ih, ki ga je naredil. Ampak ja, je pač postavljen. V tisto obdobje Darkman pa Dick Tracy sta prišla ven leto predtem. Aha. In oba sta bila dost bolj detektivska. Tu je pa dost tale pa malo bolj cinična sta bila kljub vsemu. Darkman sploh je zelo temačen, ki ga je sam Raimi naredil, ne vem, mislim, da je hotel delati Batmana ali kaj, pa pač ni mogel, pa je naredil ali Shadow ali nekaj takega, pač enega od teh likov je hotel delati, pa mu ni noben hotel dati pravici in pa si je zmislil Darkmana. In tudi Dick Tracy je bil nominiran za cel kup Oscarjev, mislim, da 3 je celo dobil za neki pač ta set decoration in podobno. Ja, čisto zasluženo. Dick Tracy je crazy stari. One of a kind. One of a kind. Ne dolgo nazaj, če samo Dick Tracy omenim. Meni je film, naprimer, se samo tako hitro sporedim, je kot da bi nekdo rekel, huka hočem, pa Dick Tracy en ta mišunga bi rad vrgel na platna. Ne? Ker predvsem ta nek anahronizem, ki se ga grejo v Rocketeerju, se mi zdi, da se zelo spogleduje. Pa seveda ta family adventure. Ne? V nek način je bolj veder, pa bolj uspešen. Tako da ne vem, a je to... Rocketeer. Ne. Misliš? Ja, Rocketeer. Ne, mislim, da pač Darkman in Dick Tracy sta po Batmanu vzela to, da mora biti Dark. Medtem ko Rocketeer se je pa bolj zgledoval po Supermanu, pa je probal biti pač upbeat. In mogoče to ljudem ni bilo takrat všeč. Ne vem, meni tak še danes deluje to čist vredu film. Zelo tak družinski, tudi za mlajše otroke primeren. In tudi za ogled ob dnevu upora proti okupatorju. Mi zdi čisto super. Vsekakor. Kako te pa komentirali Timothy Daltonovo nemščino? Zelo taka hollywoodska. Se mi zdi prav lušno, da se je potrudil, ampak je kar hilarious. Ja, meni tudi. Pa čisto v redu je bil, no, gled za hollywoodskega igralca, tretjega hollywoodskega igralca na svetu, takrat tretjega najpopularnejšega, ali kako je že bil, je bil čisto v redu. Meni je bil bolj všeč pravzaprav najbolj mi je všeč to, kako, dobro, pustimo to, da so ljudje takoj, ko jim nekdo neko informacijo dajo, pač vzamejo zdravo za gotovo, ne, ampak ko so pri Howardu Hughesu pa gledajo film, naci propagandno risanko. Tisto mi je nekaj najbolj smešnega na tem svetu. Skratka, naciji so že vnaprej naredili, še preden so karkoli imeli, te Rocketeerje izumili, ampak film so si pa že naredili. Sicer to je čist v njihovem stilu propaganda, ampak najboljši mi je na končni napis: Hojte Evropa, morgen die Welt. Meni je najbolj genialno, ko tako najprej pokaže, kak prototip še ne deluje, ne? Potem pa reče to, kar vam pa zdaj pokazal, pa je strogo zaupno. Umrli so ljudje, da so to prinesli in potem pokaže risanko. Ja. Koliko jih je šele umrlo za, ne vem, Roadrunnerja. Kar fan. Ja, forma teh nekih, kako bi temu rekel, notranjih meta komentarjev, ne vem, meni je predvsem ona scena všeč, ko ga res parodira Timothy Dalton, Errol Flynna, ta neki zlati Hollywood, pa se scena podira, pa tudi potem kako sam sebe citira, komu ona Jennifer Connelly reče, tik pred tip skoči ven skozi cepelina, ne mu reče, kao, lagal si mi. Pa on reče, ni to laž, baby, to je acting. Ja, it's acting. Ja, tako ima eno megalomanijo enega kršnega Toma Cruisa, no, ki tudi reče, I do my own stunts. To se meni zdelo tako, hej. Ne, tako ena posebna lušno samozavedanje, mislim tako,
Fajn. Dejstvo tudi je, da Timothy Dalton je kot Bond večino svojih stantov naredil, ker v tistem času stanci niso bili tako full hardcore, pač avto je bilo treba malo voziti znati. Roger Moore je bil enih 100 let star ali 110, ko ga je zamenjal, tako da itak ni upal več nič delati, ne? Mislim, že zaradi zavarovanja ni Roger Moore nič skoraj delal stanc. Tako da polko ga je Timothy Dalton zamenjal, je zlahka naredil vse, plus da pač zaradi teh filmov, v katerih je sicer igral, full obvladal jahanje, sabljanje in vse te stvari, je bil dost fit. Tako da mu ni bil problem delati svojih stantov v tistih Bondih. V teh bi se ubil, po mojem zdaj. Se bi ga posídžal, ne? Kako pa komentirate te zvečilne gumije? Jaz tega ne, I don't get it. V čem je fora? Zvečilni gumi on prilepi na letalo kot good luck charm, ne? Ja, potem ga, to so delali. Potem mu reši tale nitrogenski cilinder, whatever, pa če je tisto na hrbtu, da mu ne eksplodira in to potem, ko odlepi gumi dol, Timothy Dalton nafuka, ne? Pa na koncu mu Howard Hughes mu reče, nikoli ne leti brez tega in mu porine in res je taki Wes Anderson close shop na one čigumije. Pa sem mislil, pa kva s temi čigumiji? No? Dejansko so imeli fetiš na te čigumije piloti v tistem obdobju. A to je pač... Ja. Mislim, to sem prebral, zdaj nisem živel v tistem obdobju in bil pilot. Da, to sem nekje prebral in mislim, zakaj pa ne, se mi zdi lušen poklon. Pa dostkrat imajo neki taki nevarni poklici, neke svoje pač te good luck charms ali pa kaj takega. Tak da, ja, to. Ker sem prvo razmišljal, če je bil kakšen hud sponzor v Wrigleysa, veš, da je potem ti čigumije tlačil v scenarij. Bile so neke žvečilne gumije, ki jih takrat sploh ni več bilo v 90-ih. Tako da, ja. Okay. Ja, pač domnevam, da je to pač nekaj, kar je bilo takrat res popularno. Ja. Drugač pa tudi sem bral ti čigumi, pač točno ta firma, pač ta Beemans, se pojavijo pol tudi v zadnjem Indiana Jonesu z pač to kristalno lobanjo, kjer jih Shia LaBeouf skozi, pač kjer jih on živeči, domnevam, da. No, tako da, zgleda, da je pač to ena taka stvar, ki ti pač reče, glej, tle v 40-ih si, ali oziroma 30-ih, pač tako, da zaštekaš. Pa ljudje so zmer žvečili, ne, pač kadit mogoče niso smeli takrat še, ali kako pred... Več. Več, za otroški film je bil tak, da kaj ni bilo cool. Tako da pač pol žvečijo, no. Ok, dobro, kupam. Neče gumijo, pač razlagam. Mislim, dobro je za čeljust, no, pol ful lažje govoriš vse te zingerje, če ali pa mislijo, tako kot, ne vem, tako kot Shia LaBeouf, da si boljši igralec, pač, če žvečeš. Shia LaBeouf je hud igralec. Saj vem, saj je. Sam Indiana Jones je bolj tak meh. Ja, tam je pač film. Se bo zdaj posnel 6., s katerim bodo vse rešili, tako da. 5. Ne 6., 5. Ja, razen če ne šteješ The Young Indiana Jones Chronicles. Noter. Ja. To bomo enkrat mogli obdelati, ker režiser tega filma je tudi ena par delov tega režiral. Mislim, še boljša Indiana Jones related zadeva je Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Ne vem, zakaj enostavno tega ne posnamejo v film in to. Res je, se strinjam. To smo enkrat že imeli debato o tem, točno. Možno. Ja. Absolutno. No, slejko prej bomo, ko nam bo zmanjkalo žanra sodobnega, svežega, bomo delali Indiana Jonesa. No? In bomo žvekali čigumi. Ja. Še kaj smo hoteli, še kaj povedati o tem filmu? Še kaj tako interesantnega? Meni je muska huda. Muska je cool. Muska je the best. Fotografija je čista 80s. To je nekaj, kar pogrešam, pa ne vem, zakaj se je tako spremenilo. Vse vem, tehnologije pa produkcije so drugačne, ampak ti one-off shoti, ki so tako redki postali, zdaj so v bistvu bili taka velika normalnost za te 80s družinske adventure. In že, naprimer, prvi kadr vsakega filma od Indiana Jonesa ali pa tega Roketira je v bistvu taka neka, rečemo temu, režiserska pogruntavščina, ker mislim, da so se včasih rad s tem okitili. In tale v temu mi je bil tudi všeč, mislim pa, da ja, to nekaj malo pogrešam. No. To mi je hitro pade v oči, ko pogledam ta movie iz teh konca 80-ih. No. Mislim, to je tudi ena taka razlika, bi jaz rekel, no, sej se še kdaj
pokaže, ampak zdaj smo pač te napise začetka umaknili, zato da pač gremo takoj film, da padamo takoj not in da imamo bolj neko to občutek realnega, kot pa če nam na začetku nekdo že pove, gled, to je film, zdaj boš gledal film, naslovu je tako pa tako, igrajo ti pa ti notar in tako, ne, ampak v bistvu je zdaj hujše, zdaj imaš 3 kratke filme, ki so introti za produkcijske hiše. In pol se kar vrstijo tisti, a je že film, ne, ni še, a je že film. In to je bolj annoying. Imaš pa pol mid-credit, post-credit, after kino, good morning scenes, YouTube, ne vem kaj. Ja, digital, exclusive. Tako da, čeprav enkrat bi mogli, res jaz bom to enega režiserja enkrat nagovoril od Marvela, tako da ne bo post-credit scene, ampak bo mogel vsak kino najest flash mob, ki bo zaigral, ko boš ven stopil. Pač neko sceno še pač to. To bi se mi zdelo še kar inovativno. Ambiciozno. Ja, Marvel ima cash, no, kaj bi zdaj. Marvel, call me. Drugač pa je Mito tokrat zapolnil Star Trek kotiček tok, da smo mu dali posebno sobo, da ni Star Trek kotiček, ampak Star Trek sobica. Kaj ti... Veliko povezav si našel že na ravni igralcev, če pravim. Ja, zraven tega, kar si ti že omenil, torej tajni Ron Taylora, tega si ti našel svakati čast, ki igra v DS9 prodo Grand Negus Zeko, torej velikemu ferengijsku velekapitalistu in vodju Ferengi alianse. On noter igra, pol pa seveda glavni igralec Bill Campbell, ki igra v TNG epizodi The Outrageous Okona. V bistvu tam tudi igra zelo enega takega rahlo gusarskega navihanega pilota, ki posadko Enterprise zaplete v... to je on. To je on, evo, ta druga sezona, 4. del, tak špasen del, no. On še celo, mislim, da v tem delu Rikera nadmaši v svojem sex appealu, no. Je pa tak lušen IP, no. Mislim, da po večini si ga mogoče folk zapomni ta epizoda, ker Data skuša z humorjem. To je ta del. Tako da on je noter. Potem Terry O'Quinn, ki ga večina folka mislim, da pozna sicer zdaj iz tega filma, seveda, ne? The Rocketeer pa The Lost. Igra pa v TNG epizodi The Pegasus, Rikerjevega bivšega nadrejenega, ki pa se je nekoč tudi igral z neko nevarno prepovedano tehnologijo in je tak kar zanimiv sci-fi epizoda, ne bom zdaj izdal, o čem se gre, ampak Riker ima ful probleme z lojalnostjo ali Picardu ali svojemu bivšemu nadrejenu, ki mora neko skrivnost ohraniti ali razkriti in tako naprej. Pol pa še imaš na ravni produkcije oziroma ne še en igralec je, torej ta getaway driver, gangster na začetku filma, ki potem v bolnici umre, ga igra z imenom Wilmer, ki ga igra Max Grodenčik, je pa igral Ferengija Roma redno na DS9, tak zelo fajn lik. Glasbo, torej, ki v tem filmu, ki jo je spesno James Horner, je pa med drugim naredil tudi Aliens, Braveheart, Titanic pa Willow je uglasbil. V Star Treku pa je uglasbil Wrath of Khan in Search of Spock in to so res take zelo močni soundtracki, no, vse kar se mojega skromnega mnenja tiče. Pa režiser fotografije, ko smo ga prej omenili, oziroma še ga nismo, Hiro Narita, z južnokorejskim poreklom, je pa fotografiral tudi Star Trek 6, The Undiscovered Country. Tako da to so vsi ti produkcijski ali pa cameo-ti noter, no, v Star Treku, ko se pojavijo, so mi zelo hitro ven skočili, no. Kljub manjku maske. Kaj sem še hotel povedati? Ja, Nazi punching v Star Treku je malo morje tega, ampak tega je res malo morje, predvsem v original series, no. Potem nekaj malega je v Voyagerju, če se ne motim, pa v Enterpriseu. In pozor, nacije vedno zgubijo, tako kot se spodobi. Estetsko pa se ta film še najbolj približa po moje Voyagerju, pa parim Parisovim holodeck romanom epizodam, predvsem tako sem že pri Flashu omenil, on leti tam z nekim jetpackom na hrbtku. To je ena taka fina
kako rečem, povezava. Pa en del je v Voyagerju, šesta sezona, 5. del, del Alice, kjer pa Paris kot navihan pilot pade pod vpliv tuji pilotski tehnologiji. Več ne bom povedal, v bistvu bolj se ukvarja s tistim, kemu ona tehnologija dela, ampak zaradi svoje, rečemo temu, rahlo te nadutosti ali pa te pilotske zanesenosti pade hitro pod vpliv, kljub temu, da v folk celice govorimo, da je umir se, poba, ne, preko 30 si stara, veš. Je pa še en estetski, bom tako rekel, homaž, pa me zanima, če ga boste ugotovila. V TNG se pojavi noter in pozor, ta homaž se zgodi, ko preko Picardovega otroškega detektivskega lika z imenom, Picard ga hodi igrati na holodeck. Ja. No, kako je že ime temu detektivu? Ne vem, vedno pozavim. Dixon Hill. Je. In je čist taka 30. Gangster fora, Picard ga rad igra, on ga je bral kot, to je izmišljena literatura, ne? On ga je rad bral kot otrok in v bistvu kao se v TNG, mislim, da v prvih parih sezonah pojavi in pozor v drugem filmu First Contact ima kar eno ključno sceno za njegov lik noter, tako da jo, to. Danke, Mita. A še kdo hotel? Ne, tato. Ne. Torej ti si mogoče ta film spravil zato, da si lahko imel tako dolg Star Trek kotiček? Ne. Mislim, da če bi hotel prav v Star Treku nabijati, bi pač Star Trek zbral. Ne, res, toliko likov ven skoči, da prije prav ta igralec Getaway Drivera, ki je v 3 hitrih scenah, ampak mi je takoj skočil iz ekrana ven, to je Rom. In pač, ne vem, zato sem hotel pač vse te kemije našteti, ker je zanimivo, da je toliko folka sodelovalo v teh različnih franšizah, kljub temu, da je Disney pa Paramount / CBS so imeli zelo druge produkcijske verikce. No. Hvala ti, Mito, za tole. In smo v rubriki kaj beremo, gledamo, poslušamo in neki smo celo uspeli vmes pogledati zunaj Oskarjev in vsega tega. Igor, boš ti najprej poročal, kot je ponovadi? Ja, pogledal sem cel Shadow and Bone in sem dost navdušen, super so naredili, več o tem bomo povedali v epizodi. Ne vem tudi zdaj nič spoilov, je pa mi zelo všeč v bistvu. To lahko povem, da ta prva sezona se stoji iz prve knjige Shadow and Bone in vzame dost elementov prve knjige Vranja šesterice. Predvsem te junake not stlači v to štorijo in ene vzporednice so z štorijo Vranje šesterice. Ampak za bolj podrobno analizo pa bomo imeli epizodo. Moram reči, da me je navdušilo in da kar spravite se gledati, mi bomo tako malo delali. Čakaj, Igor, bom še jaz svoj pik tukaj dodal, ker jaz sem tudi sam to gledal. Čist strinjam s tem, meni je predvsem všeč, ker če ga postavim ob bok nekim aspiracijam, ki jih rečemo Game of Thrones, mislim, da to doseže ta nek level, tudi Witcherja doseže po produkciji, pa tudi deloma po humorju, tako da je čist good. Pa tudi začel sem brati Vranju šesterico in ja, poročam naslednje. No, to, da mi tudi neka serija tako naduši, da greš brati, to pa res. Morate gledati, pogledajte to. Bom vzel kot kompliment. Mogoče že delamo v naslednji epizodi, tako da dejte hitro pogledati, no res, brez veze čakati. Ti lahko posodim še knjigo Shadow and Bone, tako da je. No, prebral sem pa tudi knjigo Jaz zdaj ponavadi ne dajem otroških knjig, ki jih dost preberem skupaj z hčerko, ampak tale me pa res navdušila in je dost nova. Pravlično potovanje Hansa Christiana Andersena, napisal je Heinz Janiš, ilustrirala pa Maja Kastelic in je v bistvu slikanica, skoraj strip, katerem pač na enem v kočiji se vozi ena punčka z Hansom Christianom Andersenom, on razlaga svojo življenjsko zgodbo in kje so vzporednice med njegovim življenjem in pravljicami.
in je zelo lepo narisano, zelo dobro napisano, ful priporočam vsem, ki imate manjše otroke ali pa tudi, če ste čutite nostalgijo in ste fani Hansa Christiana Andersena, nihče vas ne bo čudno gledal, če greste v otroški oddelek knjižnice, zdaj so odprte in si prelistate knjigo tam. Ja. Že drugi prustovski moment danes. To, kad vonjamo vžigalice. Mito, si ti še kaj drugega poleg? Ne, meni so Oskarji kar požrli cajt, tako da to sem še not stisnil, that's it. No, jaz sem že pred Oskarji vmes nekje uspel vseeno pogledati 4. sezono TNG-ja, zdaj ne bom šel neki v podrobnosti, ampak pač najljubše epizode so mi bile Family, zaradi pač Picarda in njegove pač človeškosti po borgizaciji. Potem First Contact mi je bil zelo všeč, ker je ena taka, bi jaz rekel, hardcore mitološka epizoda, kjer pač ti zveš ene stvari, končno kako zgleda to, ko pridejo pač v prvi stik spostavijo, če tudi se po nesreči v tej epizodi. To se mi je zdelo zelo fino. Pa zdaj bi pač Star Trek rad, tako kot ima Star Wars, ta May the 4th, bi rad naredil First Contact Day, kot da neko stvar z nekimi konvencijami. Ampak najboljša epizoda, o njej bomo verjetno govorili tudi v 100. epizodi, ki jo bom posvetil Star Trek Next Generation, je pa zame The Drumhead, ki je zame celo zaenkrat, mislim, da je ena najboljših epizod. In če tudi bi sam pač to, da sem prišel do tega, je pač tako, sem pač vse za nazaj ti reče, ok, če si mogel vse te epizode gledati, pa ti nobena ni bilo všeč, ampak če bi ti bila sam ta, bi bilo to čist pač vredno. Tako da veselimo se skratka pogovora polet, ki ga bomo imeli, in bodite pripravljeni, kajti Aljoša to ovna, zdaj, ker ni več Oskarjev, bomo spet šli tako malo hitreje s tem. No. Ja, pa pogledal sem pa tudi skratka Sokolca in Zimskega vojščaka in ja, malo sem razočaran, moram priznati, da sem mogoče pričakoval malo več. Zdaj pač vem, da ste že mnogi slišali, pač, da se pojavi ta nov lik, ker ne bom preveč spoilal, moral bi se baje že, zdaj smo to zvedeli v Black Widow najprej, ne? Ampak ker so pač Črno vdovo premaknili, so zdaj tukaj, to domnevam, da so pol tudi še posneli kakšen prizor več, ali pa kakorkoli, pa zaradi tega, ker so vedeli, da se bo to zamaknilo. Ampak, other than that, ful dober se mi zdi, kako ene stvari, mislim, da je predzadnja epizoda, najboljša epizoda v celi seriji, kjer se stvari malo umirijo in dobimo ta nek liki malo rastejo, pač neki globine, malo nek pogovor. Super se mi zdi res to njihovo, da so se šli tega, da bodo raziskovali družbene posledice tega, da pač pol ljudi zgine za 5 let, pa se spet prikažejo. To se mi je zdelo super, ampak na koncu taki eni par cringy ameriških momentov je noter, ker si sam tako upam, da pač se ne bo končalo sam pri tem, ampak zdaj seveda imamo napoved za 100. Ameriko 4, za ne vem 6 drugih serij, filmov in tako, in pač za pogledati, za tiste, ki sledite MCU-ju, definitivno to morate pogledati, ker mislim, da so tle noter ene stvari nastavljene od tega, kaj je že ne Taskmasterja, ampak se vseeno pač tega evil whatever, ki se seveda izkaže, boste videli kaj. Skratka, poglejte si, ni pa toliko nadušujoče. No. Jaz moram reči, da res po WandaVision sem malo razočaran, zato pa z veseljem čakam Lokija, ker upam, da bo boljš. Tudi jaz. In domnevam, da tam ne bodo se toliko ubadali z nastavljanjem filmov, ampak bodo šli v tako bolj zabavno pustolovsko potovanje po času. Tako da upajmo, da je to res. Ljudje in ljudine, ne boste verjeli. To je bila že naša 89. epizoda.
Poslušali ste podcast, ki se oglaša na ime Obod, podcast za serije, filme, risanke in knjige vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Aparatus. Z vami smo bili Mito, Marcel Proust Gegič, Igor Stekleni Strop Harp in Aljoša Pionirski duh Harlamo. Tole epizodo smo znova posneli preko spleta z naših domov, mi se še vedno čuvamo, upamo, da se vi tudi. S tem, ko čuvate sebe, čuvate tudi svoje bližnje, sosede, sodržavljane, vse te ljudi, s katerimi boste kmalu lahko, upamo, šli v kino. S tem pomagamo razbremeniti medicinsko osebje, ker se čuvamo in čuvamo se lahko samo skupaj, ostanimo skupaj tudi, ko smo narazen. Če vam je bilo všeč, kar ste slišali, šerite, všečkajte naš podcast, naročite se nam preko vašega najljubšega appa oziroma ponudnika podcastov, dajte nam kakšno oceno na Apple Podcasts, spremljajte platformo Aparatus z odličnim izborom podcastov za vsakega in če boste v naslednjih dneh visoko letali, pazite, da ne padete nizko. Recimo tako nizko, da bi v torek poslušali prej katerikoli drug podcast kot našega. Počakajte nas, ne glede na to, kdaj izidemo, splača se. Na Twitteru nas najdete kot @podcastobot, na Facebooku in Instagramu kot podcast @obot brez pikic. Tja delimo rajcele, prikolice, novice sveta, žanra in druge zanimivosti in tja lahko usmerjate vsa vprašanja, pripombe, komentarje, požarne načrte za varno shranjevanje tornjakov z gorivom, vaše najljubše žvečilne gumije, načine, kako ustaviti nacizem, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. Tole je bila že 89. epizoda, 32. special iz karantene, mi pa se poslušamo znova v jubilejni 90. epizodi, ki bo na sporedu naslednji torek. O čem bomo govorili? Bomo že govorili o senci in kosteh, ne vemo še, pustite se tudi vi presenetiti še enkrat, predvsem pa do takrat ostanite zdravi in se poslušamo. Right. Right. Najboljše.